Matjaž, intuitivni kogito deluje bolj takole iz ozadja, a ne? Manj očitanje, ne tipamo ga, ne čustvujemo ga, ne moramo si ga niti miselno nekaj razdelati. Kako pol deluje? Kaj je intuitivni kogito? Ja, to je v bistvu ena taka nevidna tirnica, po kateri se gibljemo, kadar čutimo s srcem, vidimo s srcem, slišimo z intuitivnim ušesom, vohamo, kaj je v zraku, z intuitivnim nosom in vemo, zaupamo, čutimo in se sladko predajamo temu, kar bo prišlo. Včasih pa tudi strahom. Okay. A je intuitivni kogito nekaj enotnega ali ima tudi te 3 različne moduse, pojavnosti, načine? Ima 3 moduse, torej pomeni samo idejo, kot je to že postavil drzni filozof Fichte, ki je postavil ego. On je rekel, da ego samega sebe postavi in potem je. In tako moramo vsako jutro sebe postaviti kot glavno idejo svojega življenja. To je ego, ker sem, ampak ne v telesu sedaj, ampak v duhu. Jaz sem duhovna čvrstina. To je tako imenovani duhovni falus, ki ga uprizarja kardinalno znamenje zodiakalne mandale, to je oven. To je čisto rojstvo, absolutno rojstvo, začetek popolnoma nečesa novega. In ko imamo to, dobimo naslednjo nalogo. In to je ustvariti center, občutek nekega stabilnega, čeprav abstraktnega, torej intuitivno ognjenega centra samega sebe, duhovnega jedra samega sebe, nekega kamina, da rečem, nekega duhovnega kamina, ki je jedro naše lastne hiše v tem energijskem smislu. In to je polje, ki ga uprizarja s svojim arhetipom, tako imenovani samocentrični tip intuitivca ali lev. In nazadnje še v svetu, z drugimi, razdeliti, podeliti, pokazati se, ustvariti povezave, navdušiti, in tudi razgraditi včasih tisto svojo individualnost, tisto svojo absolutnost, tistega svojega duha, ki sam po sebi nič ni in je nekaj samo takrat, kadar mu damo obliko s konkretnim dejanjem.